Živjo, pred nami je drugi trening za zgornji del telesa. Pred nami je tretji sklop ogrevanja in sicer kar začnimo. Predstavljamo si, da imamo v rokah kolebnico in čisto nežno poskakujemo v zrak. Pri tem smo pozorni še, da imamo odprt prsni koš in rahlo bomo začutili naša ramena, kako se počasi poleg nog ogrevajo. Če imate pravo kolebnico, ni tudi čisto nič narobe, če jo zraven vključite. Drugače pa uporabite svojo domišljijo. Tako. Nadaljujemo s poskoki iz leve na desno nogo in za trenutek zadržimo, da ujamemo ravnotežni položaj. Pomaga nam, če gledamo ves čas v eno točko, imamo stisnjene trebušne mišice in na ta način bistveno lažje ustvarjamo in ohranjamo fokus. Super. Naslednja vaja, kar nadaljujemo s poskokci in sicer bojo zdaj sonožni. Kljub temu, da se bližamo poletju in te smučarske skoke običajno privlečemo na plan šele septembra, ni čisto nič narobe, če jih delamo tekom celega leta. V primeru, da je vaja pretežka, lahko samo prestopate iz ene noge na drugo. Odročimo, stisnemo trebušne in se lotimo še druge vaje. In sicer križamo roke in noge. Na ta način bomo ogreli dodatno še ramenski del in naše notranje stegenske mišice. Kar nadaljujmo. Kar začnimo. Saj veš, z mojo najljubšo vajo, sklece. Tokrat bo malenkost težja. In sicer se uležemo na tla, dlani postavimo v linijo prsi, tako kot zadnjič. Vdihnemo, stisnemo trebušne mišice. Eno nogo bomo pustili iztegnjeno in se bomo dvignili samo na eno koleno. Izdih. Vdihneš in izdihneš. V primeru, da je vaja pretežka, nič hudega, koleno priključi drugemu in naredi običajno skleco. Seveda ne pozabiti noge tudi zamenjati. Naslednja vaja je pogib komolca s potiskom naprej, navzgor. In sicer obrnemo dlani naprej, vdihnemo, komolce upognemo in utežke potisnemo pred glavo naprej. Naslednja vaja, ki sledi, je dvig rok na stran in naprej. Na ta način bomo res lepo oblikovali naše rame. Pa kar začnimo. Vdihneš, dvigneš roke na stran, včasih spustiš telo in jih dvigneš še naprej. Pri tem ne pozabiti, ves čas je vključen cel trup, odprt prsni koš, pogled usmerjen naravnost naprej. In v primeru, da ti vaja postane pretežka, nič hudega, samo odloži uteži in nadaljuj z istim tempom brez utežk. Tako kot vse ostale vaje, bomo nadgradili tudi veslanje in sicer z iztegom komolca nazaj, tako da bomo poleg hrbtnih mišic lepo aktivirali tudi našo zadnjo nadlahtno mišico. Saj veste, to je tista, ko običajno poleti imamo kratke rokave, dvignemo roke gor in plahota.
ko krilo odletetega slončka. Pa kar začnimo. Rahlo počepnemo, se nagnemo v predklon, teži visijo prosto navzdol, vdihnemo, zaveslamo, iztegnemo roke nazaj, ponovno pokrčimo in popustimo. Izdih, vdih. Naslednja vaja, iztek komolca nad glavo in sicer tokrat vzamemo kar obe utežki. Vdihnemo, jih potisnemo nad glavo, položimo skupaj, počasi spustimo za glavo in iztegnemo nad sebe. Pa smo prišli skoraj do konca. Zdaj nas čakajo še samo vaje za raztezanje zgornjega dela telesa. Pa kar začnimo. Prste prepletemo, jih obrnemo stran od sebe in roki nežno potisnemo navzgor proti stropu. Na kar se čisto počasi in z občutkom nagnemo v eno stran, zadržimo nekaj sekund, se počasi zravnamo in vajo ponovimo še na drugo stran. Super. Zdaj bomo raztegnili našo nadlahtno mišico in sicer na ta način, da komolček pokrčimo in ga z nasprotno roko čisto nežno potisnemo nazaj med lopatice. Lahko še glavo nežno potisnete nazaj in tako boste začutili še boljši razteg. Brez kompliciranja samo zadaj priprimete in roko spet nežno potisnete nazaj. Odlično. Zdaj pa dlani prepletemo v zadaj, odpremo prsni koš in roke čisto počasi nežno dvignemo stran od zadnjice proti stropu. Ne pretiravajmo, vajo delamo z občutkom in jo prilagodimo svoji lastni gibljivosti. Tako. Raztegnimo še prsne mišice na drugačen način. Obrnemo dlani nazaj, da gledajo palci proti steni. In počasi nežno potisnemo roke nazaj, začutimo razteg prsnih mišic in zraven lepo in umirjeno dihamo. Super. In smo zaključili. Se vidimo!